Moja družba, en lep dober večer. Tako, danes vam bom povedala nekaj o tem, kako ni v modi, da bi igrali vlogo žrtve. Kajti to, da smo v vlogi žrtve in da si to dopuščamo, si je treba odpustiti, se pravi oprostiti in se osvoboditi te vloge žrtve. Zanima me, ali ste kdaj občutili, da vas življenje potiska v tisto vlogo žrtve, da si rečete, joj, nimam dovolj za to, joj, ne vem, ali bom išlo skozi ta mesec, Jezus Kristus, kako imam nizko plačo, pa penzija je to talno za nič od mojega. To so vloge žrtve. To je tisto, ko ne prevzamemo popolne odgovornosti. Zakaj mislite, da so okoliščine proti vam? Jaz vam samo lahko položim na srce za tiste, ki čutite, da igrate vlogo žrtve, pa vem, da je to že morda izpeto, pa morda bo kdo zdaj celo užaljen, ampak rečem vam, osvobodite se te nemoči in prevzemite odgovornost za svoje življenje. Prebudite to neizmerno moč v sebi, saj ste vi kreatorji svojega življenja in ne njegova žrtev. To je zelo pomembno vedeti. Zato vam podajam danes eno video afirmacijo in ta je: opuščam vlogo žrtve in izbiram moč. Opuščam vlogo žrtve in izbiram moč. Kajti vsak korak k moči je korak stran od tega, da bi igrali vlogo žrtve. In na ta način bomo mnogo bolj ponosni nase, ker veste, slišim veliko ljudi, veliko sem v komunikaciji z razno raznimi segmenti ljudi, od teh, ki imajo zelo, zelo velike plače, visoke plače, do teh, ki imajo zelo nizke, ali pa rečemo visoke penzije, nizke penzije, pač prihodke, bomo rekli. In sem ugotovila, da mnogo ljudi ima, bomo rekli, dokaj v redu prihodke, pa mislijo, da imajo izredno majhne. Zakaj? Najverjetneje zato, ker ne znajo pravilno ravnati z denarjem in se potem raje vržejo v vlogo žrtve, kot bi si priznali, dajmo se malo vred vzeti, si napraviti en določen spisek ali pa se udeležiti kakega tečaja, da se to naučim, ker to odrasli ljudje potrebujemo. Potrebujemo finančno ozaveščenost, da zaradi nje, sploh takšni, ki imajo visoke prihodke ali pa vse srednje prihodke, dejansko potem nenehno ne dajo občutek v okolico, kako ubogi so si.